večer o mojem imenu, dobro večer današnjemu gostu, gospodu Jožetu Možini, zgodovinarju, novinarju, znanemu po tem, kot je že bilo rečeno, da se zna lotiti tem, ki niso najbolj vsakdanje, ki predvsem niso najbolj prijetne in vendar bistvene za naš narod, za naš obstoj. Ja, hvala lepa za vabilo, lepo se počutim tukaj med vami. Zelo sem vesel, da se je veliko. Prepričan sem, da bomo kakšno dobro razdrli v prihodnjih minutah, mogoče da boste tudi kaj vprašali. Na vsak način je pa zelo pomembno, da ste prišli, da ste tukaj. To se mi zdi, moram reči, da zelo intimno mi je zelo všeč. Gospod Možina in medias res. Mariborska katastrofa. Kaj naj se ob tem misli Kristjan, laik, kaj naj ob tem stori, kako naj se obnaša? Ja, res, poznamo bolj naravne katastrofe. Take vrste cerkvene katastrofe v času naših življenj niso ravno pogoste, ta pa je in dejansko si zasluži ime katastrofa. Če se kot zgodovinar ozrem po celotni 2000-letni zgodovini cerkve, imamo seveda zelo hude moralne padce. Seveda še veliko hujše in take, ki so imele razsežnost in so imeli negativni vpliv na ves krščanski svet. Vendar tudi to, kar se je zgodilo v Mariboru in kar se posledično skozi reakcije oziroma nereakcije slovenskih škofov dogaja še celo leto do danes, to je zelo negativen pojav, s katerim se moramo resno soočiti. Kakšen me vprašanje, kako bomo pa zdaj zagovarjali cerkev? Ja, ne bomo je zagovarjali, se tudi cerkev mislim, da se ne sme zagovarjati. Bistveno je, da se jo brani, da se brani tisto, kar je pozitivno. Predvsem pa, da si nekako ocenjujemo ravnanja, ne samo v cerkvi, ampak v družbi nasploh, ampak zdaj govorimo o cerkvi, da se spomnimo, zakaj pravzaprav gre, kje je izvod vsega tega, za kar cerkev je. In gre za sledenje zgledu tistega, ki je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Gotovo je cerkev v tem smislu, če govorimo o mariborski aferi, zgrešila pot. To je popolnoma jasno. Gotovo je tudi, da je imela velike težave z resnico. Da je prihajalo celo do spredeveda, mislim, da celo dejansko do laži. Zato je tudi življenje tako veliko težav, oziroma zato tudi v tej smeri, če zgrešimo pot in če ne govorimo resnice, je za manj pričakovati, da bi potem lahko imeli nek smel, sploh pa avtentičen pogled na življenje. Vendar, v vsem tem je potrebno najprej vzeti eno izhodišče. Najslabše bi bilo, in mislim, da tukaj ste kristjani, ki boste to dobro razumeli, da bi svojo vero temeljili na predstavnikih institucije, da bi jo utemeljevali, vemo, da sledimo Kristusovim zgledom, pa vendar ne. Predstavniki institucije, pa tudi mi sami, končno kot členi občestva, ne moremo biti tisti, zaradi katerih se veruje ali pa se ne veruje. Mi imamo v današnjem času velik problem z razlikovanjem med svetostjo in do nekako do mere religioznosti še pridemo, še znamo privzgojiti občutek svetosti, da nekaj nekje je in gojimo do tega nek odnos simpatije. Ne znamo pa graditi vernosti, ne znamo tudi, da danes v župnijah in v naših občestvih, oziroma imamo težave s tem, kako zgraditi živo vero. Vera pa pomeni odnos do Boga, ne le do svetega, pomeni intimen odnos do Boga v krščanskem smislu in tu imamo težave. Kot kaže, težave tudi na samem vrhu naše hierarhije. Kaj pa konkretno, kaj vam pomeni cerkev? Cerkev mi pomeni, dobro, tako, če bi se čisto na otroška leta spomnil, mi cerkev pomeni domača, vaška cerkev, na katero imam zelo lepe spomine. Imam tudi to okoliščino prijetno, da sem se tam krstil, da sem se tam poročil in tako naprej in praznoval veliko lepih trenutkov. Sicer pa bi rekel, da je to občestvo verujočih predvsem,
se pravi bratsko združenje, ki je globalno, ki ima eno veliko vrednoto tudi v tem, da kamorkoli greš, v najbolj zahodno vas v Afriki ali pa v sredi nekega japonskega velemesta in ko stopiš v cerkev, si na nek način doma. To je nekaj čudovitega in tukaj je tista ena od velikih kvalitet krščanstva in tudi cerkve, če lahko tako rečem. Seveda ima pa cerkev tudi svoj institucionalni del, ki je nujen in je normalen in tukaj jaz napostavljam neke velike ločnice med duhovniki, škofi in laiki na eni strani, gre pa za neko hierarhijo, ki vemo, kako je zgrajena. In zdi se mi, da je tudi sam Kristus, ko je cerkev utemeljeval, se je zavedal, kako težavno to bo. Kristus ni rekel Petru, da bo zgradil cerkev na pesku ali pa na neki utrjeni zemlji, to ni bilo dovolj. Rekel mi je, ti si Petar skala in na skali, in na tej skali bo se zidal svojo cerkev. Kristus je omenil tudi peklenska vrata, da se je zavedal težav, s katerimi se bo cerkev soočala in se sooča skozi svojo zgodovino. In ne smemo se zapeljati temu vtisu, da zaradi institucionalnih težav, da ne bi videli celote, da bi nam nekako to zabrisalo pogled na cerkev, ki je kljub temu, da je v Evropi virno sicer v upadu, vendar je še vedno izredno živahna, še vedno zelo prepričljiva, sploh v državah tretjega sveta, absolutno na pohodu, predvsem pa podobno kot velja za demokracijo, zaenkrat ni boljše. Ste novinar nacionalne televizije. Kako ste v tej sredini ostali zvesti temu, kar smo slišali, kar ste? Seveda neki končni zvestobi v kvalitetnem smislu ne morem sam soditi. Vtis je tak in se vas zahvaljujem za to oceno. Upam, da sem res ostal. Moram reči, da ne s takšnimi zelo velikimi težavami. Pogosto se čudim, ko mi ljudje pravijo, ja, pa ti si nekako si upaš, pa to. Zdi se mi, da ne počnem nič posebnega. Imam veliko razumevanje do tistih, ki so delovali recimo v javnih pozicijah pred letom 90, ker takrat je bilo težje, je bilo veliko bolj ovirano, človek je bil zelo determiniran, če je bil kristjan in je bil tudi ob kariero. Dobro, tudi v sedanjem času po letu 90 imaš lahko karierne težave zaradi tega, to je popolnoma jasno, mogoče celo težave z zaposlitvijo, vendar nihče ti dejansko ne streže po življenju. Tako da jaz mislim, da neka pokončna, avtonomna drža, tako kot jo sam čutiš v sebi, da je absolutno nujna in ni sploh noben privilegij, nobena posebnost, ampak je nekaj najbolj normalnega. Res pa je, da smo kristjani, že moje starosti, pa mislim, da prek staršev zaradi vtisa oziroma življenja v družbi, kakršni je prej tudi Gregor Čušin govoril. Danes je ta družba, sploh komunistični sistem, na nek način poskušal kastrirati, torej nas onemogočiti, da bi javno delovali, da bi delovali v politiki. Zato pa, in tukaj lahko dodam, da te stvari tudi pri meni niso tako samoumevne, se za to držo se zavestno odloča, ni zmeraj samoumevna, ampak je treba zbrati energijo, treba se je zavedati, a morda nisem padel v zanko avtocenzure, da nečesa nisem naredil zato, ker se ne bojim, ker mi je nelagodno, ker si ne upam in takrat mogoče s podvojeno močjo storim tisto, kar se mi zdi prav. Vprašali ste o zvestobi, je pa tudi ena logična razlaga. Gre za, mogoče neko karakterno osnovo, ki je pa imamo pravzaprav vsi, zelo pomembna je družina, starši, vzgoja, ko pa človek odrasle, ko nekje zapusti srednješolske klopi, potem tudi na univerzi, je zelo pomembno tudi krog prijateljev. Nekaj takega se želijo omenili na samem začetku. Zdaj, krog podobno mislečih prijateljev. Zdaj mislim, da bi treba izključevati, ampak enostavno oblikovati si krog ljudi, kjer se lahko prostodušno giblješ in giblješ tudi v razmišljanju. To se mi zdi izredno pomembno in sam nekako tak krog imam, tudi v Ljubljani, ker sem doma s Primorske, tudi na Primorskem. To ne gre za visoko izobražene ljudi, pač ne gre za kriterije, kakšni ti ljudje so. Bistveno je, da so in da se z njimi lahko sproščeno odprto pogovarjaš.
ker je izredno slabo, in to sem si pa nekaj tam na koncu študija sam pri sebi tudi rekel, da ne pride več upoštev neko skrivanje, neka dvoličnost, v kateri smo bili priučeni, vsi, ki smo bili pri vojakih, seveda so trobili v en rok, ni bilo običajno, da bi se kdo zoprstavil vsemu temu, podobno je bilo tudi prva leta na fakulteti, ampak sem si rekel, ko enkrat človek odraste, svojega političnega prepričanja in svoje vere ne sme več skrivati. Zdaj ne pomeni to, da jo javno izražaš z besedami, ampak vsaj to, da če pride do situacije, in take situacije so pogoste, jo ne zatariš. Že to je zelo veliko, se bil priča tudi v mojem poklicu, strani nekih kolegic, pa še koga drugega, da ko je prišla debata na to temo, so bile tiho, se niso izpostavili, pa ni šlo za neke zelo pogumne okoliščine. In to se mi zdi absolutno škoda. Po letu 1990 je to nedopustno. Vas, gospod Možina, bi še vprašala z dokumentarnimi filmi, po katerih ste zelo znani, ste se lotili najbolj občutljivih tem, ki pa so presenetljivo presegali rekorde gledanosti. Zakaj mislite, da ravno te teme, se pravi polpretekla zgodovina, ubadanje z revščino na Madagaskarju, tako zelo zanimajo slovensko javnost? Zato, ker je jedro slovenske nacije še vedno zelo pošteno, ker kljub temu, da je morda izgubilo marsikaj, kar se tega vrednostnega tradicionalnega sistema tiče, ki temelji na krščanskih vrednotah, vendarle še ve, kje je tista smer, iz katere so zašli. Tako bi temu rekel. Tudi nekako malo v kontekstu tega filma zelo zanimivega, ki ste ga odvrteli na začetku. Torej, ljudje vedo, kaj je prav, globoko v sebi vedo in to pogrešajo. In tle gre za dva kraka, pač čisto slučajno, tudi ne zelo načrtno, kraka mojega dela. Prvo je resnica, vendarle poizvedeti, razumeti, kaj se dejansko dogaja. Ker v letu, ne vem, v medvojnem obdobju, v letu 1945, teda tudi pozneje, vendarle tam nekje do junija 1945, ko se tudi z teh prostorov v smrt odpravi prisilno na tisoče, pravzaprav 10 000 ljudi, tukaj leži ključ tudi za razumevanje današnje situacije. Ne le politične, ampak splošne situacije v Sloveniji, družbene, gospodarske in tako naprej. To je ena zgodba zaradi ljudi, vendarle, če so stvari narejene na primeren način, zelo očitno pravo dozo občutljivosti in verodostojnosti, da se tudi ne navrže samo čustva, ampak da se ljudem tudi, in tukaj je bila velika zamera z tako imenovane nasprotne strani, da se jim skuša tudi povedati, kje so krivci, kaj je resnica. Spravi, ne samo čustva, ne samo zgodbe, ampak tudi kdo je za to odgovoren. Jaz sem tukaj to storil z televizijskim jezikom, seveda, ko so bili ljudje pred mano, tukaj eno teh je gospod Džajdela, ki tukaj sedi, ki so pa to v tistih časih, ko je bilo to najmanj neprimerno, že tam v poznih 80-ih s tem začeli, s tem, da so tudi svoje dobro ime mogoče žrtvovali za to, da so zgodbe prišle na dan, da so se objavile v zgodovinskih knjigah, kar je bilo potem tudi pomembno orodje za nas zgodovinarje in dokumentariste na televiziji, da smo se teh tem lotili in jih obdelali, na način, da jih je takrat, ko so bili nekateri od teh filmov predvajani, da jih je gledala vsa aktivna slovenska populacija. To je po svoje res neverjetno. In od takrat naprej je tudi težko reči, da ljudje ne vedo, seveda vedo. Je pa vzgojni sistem, šolski sistem tisti, ki in doma, absolutno tudi domača vzgoja, ki privzgoji občutljivost, kaj je tisto, kar se zasluži pozornosti in kaj ne. In če bi vzeli za bazo, ni potrebno katekizem katoliške cerkve, ampak dovolj je 10 božjih zapovedi, potem se tukaj nikoli ne bi izgubili. Drugi krak tega pa je, dobro, na nek način oddaljena Afrika in je tukaj pa tudi mene po svoje preseneča, zakaj en človek, celo rojen v Argentini, ki se ukvarja z ljudmi na smetišču, mislim, kaj je, 8000 do 9000 km oddaljenem Madagaskarju, zakaj pritegne v teh časih, ko tudi že upada število gledalcev, zakaj pritegne toliko ljudi, s ponovitvijo, z eno ponovitvijo več kot 500 000 Slovencev. To je pa moram reči, da
kot bi rekel Pedro Opeka, to ni moje delo, to je sad neke božje previdnosti, da take stvari še vedno pridejo do izraza. Se pravi, proti družbi egoizma, samopačnosti in materializma pride do velikega interesa med ljudmi za nekoga, ki predstavlja ravno nasprotno, ki predstavlja žrtvovanje sočloveka, bratstvo, udejanjenje ljubezen in zastonsko ljubezen. To kaže, da je ta zemlja, slovenska zemlja, tudi za evangeljske besede še vedno perspektivna. Ne vem, zdaj razmišljam, v kakšni fazi je, ali je potrebno preorati, ali je potrebno samo posejati. Tu prepuščamo bolj profesionalni. To sem se vprašati, pa ne bom. Pa vseeno, v bistvu se mi je zelo zanimivo v tem vašem filmu o Petru Opeki, se tudi dotaknete zgodovinskih tem in hkrati od teh to očitno ni zmotilo gledalcev ali pa kakšnih pikrih gledalcev predvsem. Morda kaže tudi to, kot ste že omenili, eno zdravo jedro v slovenskem narodu, ki ga premalo opazimo. Zdaj mi je prišla mislena ocena, ki je Šarlogije, to je bil človek, ki je v času pisaka francoskih, v času idrskih provinc, pravi, pred 200 leti deloval v Sloveniji in v Ljubljani in je rekel za naše ljudi, to je narod, mogoče malo pretiravam, vendar, to je narod, ki ne pozna Katov, to je narod, ki ne pozna Morilcev, to je narod, med katerimi bi želel umreti. Tako je Slovence tistega časa idealiziral. Nekaj podobnega je tudi v določenih zgodovinskih delih, recimo zgodovinarja Rutarja, ko piše o pokneženi Golfiji, goriško-kradiščanski. Dejansko so slovenske dežele slovele po nizki kriminaliteti in po poštenih ljudeh. In to se še vedno, veste, kje se to še vedno dobro pokaže, ko gre za humanitarne akcije. Takrat se Slovenci, ne glede na to, na sosedovo kravo, ki jo je prej Gregor Čušin omenjal, takrat se slovenski človek odpre, to se še pred nekaj leti so bili rekordni zneski. Pa čeprav smo gradili šolo v Matangi, na Madagaskarju, ki je spet zelo oddaljena od slovenskih duš, se je zbralo ogromne denarje. To je prav nekaj neverjetnega in zelo pohvalnega. Seveda, ta film je bil nekako tako močan in tudi sicer, tudi za ceno popularnosti, tukaj ni nobene dileme, se ni bi ogli zadevi, ki se mi zdi pomembna. In če govorimo o gospodu Opeki, je seveda, on je sin Lojzeta Opeke, ki je pobegnil iz hrastniškega rova, kjer je bilo okrog 5000 ljudi in bil je edini, ki mu je to uspelo. In zaradi njega je danes tudi Pedro Opeka. Podobno kot včasih to zanimivost reče, tudi sedanji predsednik vlade na očeta, ki je pobegnil, pa z nekaj drugega brezda v Čevskem rovu. Montažer, s katerim sem delal, ki pač ni imel odnosa do teh stvari, vendar se je zelo poglobil po temu temo, in mi je sam rekel, tisto takrat tudi moja žena, koliko ljudi je bilo pobitih, koliko še odličnih sinov in hčera tega naroda je posledično v teh preznih. Se vam zdi, da ste se ob snemanju tovrstnih filmov tudi sami spremenili? Ja, moral bi se. Včasih me skrbi, da se nisem morda premalo, ker so sporočila tako močna, da je razlika, tako disonanca med mojim, nekim povprečnim življenjem, kot tudi moje je, pa med tem, kar živi Peter Opeka, pa ne samo on, tudi številni drugi, praktično vsi misionarji, ki smo ga videli, posebej bi izpostavil sestre usmiljenke, nekatere priletne, 75 let ali celo več, ki še vedno vodijo bolnice in zdravstvene ustanove, to je nekaj neverjetnega, kaj Slovenka zmore. Tako da se počutiš majhnega in tudi vidiš, da to, kar vsak od nas nekako iz svojega obilja žrtvuje, da to ni prav veliko in se nima smisla s tem hvaliti. Vendar mi je misionar Opeka zelo dobro odgovoril na to vprašanje, da sem mu pač podelil z njim to na neke vrste stisko in pravi, vsak ne naredi tisto, kar lahko, in bodi pristani, bodi pošten. Najslabše je tisto, kar se nam včasih zgodi, ko vidimo nekaj zelo groznega,
gremo mimo in rečemo, se itak nima smisla, se ne da nič narediti. Spravi, imeti v glavi ta čip, to zavest, da tudi z enim tolarjem, tudi z enim gibom, celo z enim nasmehom lahko ogromno spremenimo. A si zamišljate, če bi po Ljubljani, ki spet pridobiva tiste dolge, razočarane obraze, kot jih imelo v dobi komunizma, tisti, ki so starejši med nami, se še spomnijo. Ljubljana je bila siva, ljudje so hodili zaskrbljeni po ulicah in zahodni novinarji, ki so Ljubljano obiskali, so o tem pisali in to opozorjali. In ta zagrenjenost, ne zmeraj, ampak vendarle se je spet pojavila kot izrast neke skrbi, kot izrast neke stiske. In če bi samo na tej točki, da bi se znali, kljub stiski, ki je, da bi se znali nasmehiti na drugemu, mislim, to velja tudi za sam sem včasih v teh turobnih obrazov, bi s tem že ogromno stvarili. Kaj šele, če naklonimo sočloveku molitev in tudi končno nekaj svojega obilja. Gospod Opeka je zbral, pravzaprav verjetno 100.000 evrov, s katerih so zgradili stanovanja za skoraj 25.000 ljudi, pa še šole in vse ostalo. In zelo dobro rečemo, kljub mnoštvu tega denarja, gre verjetno za milijone evrov, kljub mnoštvu tega denarja, nihče od teh, ki so darovali, ni ostal brez svojega standarda, nihče se ni ničemu bistvenemu za svoje življenje odpovedal. A si predstavljate, kakšne rezerve so še v tem bogatem zahodnem svetu, ki se utapljajo v depresiji, v primerjavi s tem, kar nas čaka in kar bi morali stvoriti za to Afriko. Ker če Afriki in pa tudi deželam tretjega sveta ne bomo pomagali, bo v bistvu cel svet propadal. Se gre pravzaprav tudi za neko logiko, da so stvari pravično porazdeljene. O tem v filmu gospod Opeka zelo dobro govori. Kot ste že omenili, mlad kristjan se sprehaja po Ljubljani, po svetu in vse se nekako zdi katastrofalno. Tudi gospod Češin je prej precej dramatiziral, pa ni pretiraval v bistvu. Kako naj mladi odreagiramo na to? Tudi meni se zdi marsikaj katastrofalno, pravzaprav ni, ne. Katastrofalno je tudi zato, ne samo zato, ampak tudi zato, ker živimo v pretiranem blagostanju. Ker človek ni bil ustvarjen za tako blagostanje, kot ga imamo tudi v Sloveniji, kaj šele v še razvidejših deželah na zahodu. Vsi ti atributi sodobne civilizacije, kaj se mora imeti, kak telefon, kak avtomobil, kako hišo in kakšno ženo in kakšnega moža in tako naprej, to pravzaprav to mentalno človeka utruja, ga onesposoblja in ga tudi mehča. In ker smo tako zmehčani, se nam zdi vse katastrofalno. Karkoli se spremeni, karkoli nas vrže, stira, upademo, uplahne pogum in hodimo s temi dolgimi obrazi po Ljubljani in drugod. To se nam pogosto zgodi. In tukaj moram reči, da bi imel to za nek vzor, vendarle je potreba postaviti ta antipod, ki na svetu je. Poprečen Afričan, Magaš, Angolec, pa Ruančan, kjerkoli sem pač bil, ki ne ve, kaj bo jedel naslednji dan. Pa ni putast, seveda človek, kako mi, povsem enakovreden, to vemo, če smo kristjani. Ampak on je vesel tistega trenutka, vesel je življenja, zelo je navezan na svojo družino, na vrednote, na civilizacijo, ki se jo zaveda dobesedno v genih in je ne bo nikoli zapustil, ker sicer bo na njega. In živi, zdaj se moramo zmeniti, kaj je kvaliteta življenja, ampak zna biti, da živi bolj kvalitetno življenje v smislu notranjega zadovoljstva kot vsi mi. Se vidite, da vsi ti avtomobili in jahte, ki smo jih občudovali prej na platnu, da ljudi ne osrečujejo, ampak jih spravljajo v depresijo in samomornost. Spomnim se enega pogovora, mislim, da je bilo to v Angoli, Angola je država, ki je med afriškimi državami skoraj na vrhu trpljenja dolgotrajne državljanske vojne. Pravijo, sem jih vprašal, kako je pa samomori, pa s tem, ne, nikoli nič. Ja, nekoč je enkrat en učitelj naredil poskus samomora, izobražen človek, zdaj pa tega ne poznajo. Zakaj? Ker imajo vrednostni sistem drugače utemeljen, a veste, da ga imajo bolj evangelijsko utemeljen, pravzaprav. Pa so kristjani ali pa niso kristjani.
In v tej smeri, ko razmišljamo o spremembah in tudi o neki novi evangelizaciji ali po ponovnem zajetju izvodnjaka, bomo morali enostavno to iti. Sedaj kaže, da niti ne bomo imeli zelo velike izbire. Zato je bolje, da se na to prostovoljno pripravimo, kot pa da nas ta kriza, ki je bolj v glavah kot nekako na krožniku, kot da nas ta kriza v to prisili. Spravi naučiti se živeti z manj in bolj premišljeno, kako poskušati širiti zadovoljstvo. To bi bila tudi naloga cerkve. Ker če se ozrete na evangelij, kjer pravzaprav najdemo čisto vse odgovore na vsako življenjsko dilemo, so se stvari dogajale na zelo preprost, avtentičen način. Nekje smo še malo zgubili kompas v slovenski cerkvi, v cerkvi nasploh, prav na točki odnosov, medčloveških odnosov. Vse je nekako površinsko, imamo ogromno prijateljev, ogromno znancev, komuniciramo z njimi na najmodernejše načine, hkrati pa smo brez pisnega stika. Tako so škofje, osamevci, ker nimajo pravega stika z krščanskim občestvom, očitno. Tako so tudi številni duhovniki osamevci, ker se ne znajo približati občestvu in hkrati pa tudi verujoči se ne znamo približati njim in ne znamo razumeti, da so kot ljudje potrebni pristih stikov, ne samo nekih površinskih stikov. Tukaj seveda to je neka civilizacijska bolezen, kjer je dobro zaznati in se o njej pogovarjati in iskati tudi rešitve. Rekel bi, da je bolj kot število teh stikov, da je bolj pomembna kvaliteta, kakovost vsega tega. Govorim na teoretični ravni. In spet na misel sem pa prišel na to prav po zgledu iz Afrike. Tam je tipično vsak naš misionar poznal povedati, kaj je prednost afriške kulture, to, da si vzameš čas za sočloveka, da ga poslušaš, da ga ne uporabljaš v smislu za svoje potrebe, ampak da mu znaš prisluhniti in da mu znaš pomagati. Čeprav velikokrat vemo, da gre, če človeka poslušaš, sploh to velja za ženski spol, pa je že povrešen. Dobro. Torej, iz Afrike se lahko naučimo tudi to pristnost v odnosih in to, da si za človeka vzameš čas, da se poglobiš in ga na tak način tudi seveda zelo dobro spoznaš. Pri nas smo vajeni komunicirati na posplošen način, ni oportuno vprašati kaj bolj osebnega, dejansko pa tukaj je velika napaka. Ker če bi tako bilo, bi se tudi bremena včasih lažje porazdelila. Pa še, če sem prišla na malo bolj to osebno raven, večkrat pravijo, da je največ, kar lahko v svetu spremeniš, to, da spremeniš sebe. Zdaj, z vidika današnje prireditve, ko nekako spodbujamo mlade, da bi se vsi skupaj več udeleževali neposredno v javnosti, skupaj dali nek impuls, je to malo kontradiktorno. Kaj vi pravite na ta odnos med spreminjanjem sebe in spreminjanjem okolice? Ja, seveda, ta paradigma spremeniti sebe, da bi spremenil svet, je zelo dobra. Mislim, da je tudi izredno učinkovita. Tudi ljudje smo nasplošno orientirani tako, da vidimo, sploh ko smo starejši, napake drugih, da vemo tudi način, kako bi se ti ljudje odresli teh svojih napak, medtem ko pred nasnim pragom pa znamo bolj slabo pometati. To je prav gotovo. In tukaj smo kristjani, če krščanstvo vzamemo zares v izjemni prednosti. Seveda je pa to tudi izziv in napor. Mi točno vemo, kako spremeniš sebe, oziroma kakšen bi moral biti za to, da bi spremenil svet. Imamo tudi svetle zglede. In bom prišel, ker njega poznam, pa tudi druge, ampak on je najbolj, Pedro Pika je najbolj tudi vam poznan, ker vem, da ste mnogi film gledali. Glejte, kaj lahko en človek, ki je spremenil sebe, on je bil tudi dobro bil misionar, nič kaj zelo revolucionarnega, ni bilo v tem njegovem misijonskem delu 20 let. Potem pa pride nekoč na svetišče pred 23 leti, prestolnice, in tam vzre na tisoče ljudi, otrok, prašiče, psov, ki tam živijo v nečloveških razmerah.
In on se vrne potem domov, ravno dobil je službo v prestolnici kot, mislim, da je bil predstojnik lazarističnega podmladka, se pravi ugodna služba v prestolnici. In on celo noč ni mogel spati. Zdaj, lahko bi rekel, bomo molili, bomo o tem govorili, ampak on se je odločil, da bo izstopil iz te ležerne službe in da bo posebno v samo jedro problema. In to mu je na monumentalen način tudi uspelo. Ampak ni samo on, veliko takih je naših misionarjev po svetu. In zdaj, da smo popolnoma pravični, veliko je v taki ali drugačni, mogoče manj vidni obliki, tudi duhovnikov, tudi laikov, ki jim to uspeva, tudi v Sloveniji, ki že potrebuje neko novo misionsko pobudo. Tako da seveda je treba spremeniti sebe, zato da bi se tako spremenil. In za orientacijo, kje smo, kje vsak od nas, da bomo malo spraševati v smislu 10 zapovedi, to je izziv za vse. Ja, gospod Možina, rekli ste, slovensko zemljo je treba preorati, posejati. Manjka še beseda obdelovati. Toda kako, kdo in kje? Gospod Strgar je tukaj izval, čeprav on sam veliko bolje ve, kako se zemljo obdeluje, vse kot vrtnar, čeprav je spod kmečki sin tudi na nek način, ampak bolj s traktorjem. Veste, da sem se ustavil pred to dilemo, v kateri fazi smo, ali treba zemljo preorati, ali treba samo posejati, ali treba samo zaliti, ali pa mogoče poškropiti proti plevelu, če se to sploh sme. Vprašanje, če teoretično velja, da je 2/3 Slovencev, da ima neke krščanske korenine, oziroma da ima pozitiven odnos do svetega, pa da jih je nekaj manj takih, ki Cerkev jemljajo kot neko svojo institucijo, potem naredno živimo v iluziji. Veliko neskladje je med dejanskim stanjem in med tistim, kar ne bi se z nami dogajalo. Sam sem tako v posebnem življenju se bolj pristaš radikalnih posegov, tako da zdaj se bomo opredelili za oranje, mislim, da treba preorati, mogoče celo z kultoželje. Potem pa se bomo pogovarjali naprej. Eno vprašanje. Torej, je treba prej kaj podreti, ali lahko začnemo orati že kar zdaj? Ne, jaz mislim, da ne smemo nič podreti, ker tudi, dobro, pred nas glede Kristus in Kristus je rekel, da je prišel na svet ne zato, da bi prinesel mir, ampak zato, da bi prinesel nemir. S tem je hotel opozoriti na to, na absurd tistega časa, na dvoličnost morale tistega časa, s tom duhovniške morale. Mislim, da ni potrebno več podreti, ampak treba je pa vnesti dovolj tistega nemira, prek katerega bomo potem s tem preoranjem dosegli mir. Iz občinstva. Se vam zdi, da je splošni optimizem današnjega Slovenca, bodi si glede prihodnosti, kot tudi splošnih vprašanj, kot so vprašanje morale in poštenja, pa tudi občutka bratstva, enotnosti, notranjega ponosa, večji ali manjši, glede na večinsko občutenje nekdanjih Jugoslovanov, Slovencev srednjega sloja. In zakaj je oziroma ni tako? Vprašanje je zelo dobro in celovito, ne vem, če bom znal na njega odgovoriti. Vtis imam, dobro, koliko je bilo nekega občutka pripadnosti v bivši Jugoslaviji, tega srednjega sloja. Šlo je bolj za iluzije. Jedro bivše države, ki je nekako napol prisilno verjela v mitologijo prejšnjega režima, to je bilo državno uradništvo, to so bile oficirske družine, policijske družine, državno uradništvo in seveda ta ozek krog partijske elite, ki je državi vladala in v kateri praktično nismo vedeli, kako živijo. Poleg tega pa kot nek medijski pratež, spravi novinarji in večina medijev tistega časa. To je ustvarjalo to iluzijo neke jugoslovanske složnosti, bratstva in vire v boljšo prihodnost. Mislim, tisti, ki smo malo starejši, vemo, da je bila ta farsa popolna.
da naš občutek, ki smo živeli v drugačnih družinah, ni bil nikoli, da je to realno. To je bilo pravzaprav smešno in bizarno. Prav žalostno je, to je prej gospod Čušin zelo dobro ocenil, kako ne razume države, ker pravzaprav po vsem tem, kar smo v Jugoslaviji doživeli, ne vem, če zdaj točno odgovarjam na to vprašanje, ampak leta 1989 je bila v enem trenutku 1400% inflacija. Večina vas sploh sreči ne ve, kaj to pomeni. To je bilo popolnoma noro vse skupaj. Ni se ničesar dobilo, okrog nas so bile pa trgovine polne vsega tega. Sej ne, da bi bilo bistvo v standardu, ampak vendarle v državi z 20 milijoni ljudi je primanjkovalo hrane in ekonomija je popolnoma razpadla in država se je potem utopila v državljanski vojni, ki smo jim sreče bežali v samostojno državo in zadnjih 20 let pravzaprav dosegli ogromen napredek. In meni samemu je popolna neznanka, ne vem, ali to verjetno gre za medije, gre za pomanjkanje zdrave pameti in zgodovinskega spomina, gre verjetno za naložbo v izobraževalni sistem komunističnega režima, ki še zdaj izzvanja skozi kadre, ki so končno, ki učijo sedaj po srednjih in osnovnih šolah. Ker morate vedeti, da nas, mojo generacijo, so še učili ljudje, ki so imeli stik z nekim normalnim svetom. Čeprav so bili tudi komunisti in vse ostalo, zelo ideološko lahko opredeljeni, vendar so bili nek bazičen vrednostni sistem na višjem nivoju, kot pa tisti, ki so se kreirali pozneje in ki so mlajši. To je tak paradoks. In se pravi, izobraževalni sistem in velik del medijskega stroja, ki pač suportira to tranzicijsko levico ali pa kapitalistično levico, kar je absurd samo po sebi, slepi tudi mlajšo generacijo, da gleda na to Jugoslavijo kot na nek Eldorado, nek paradiž, kar pravzaprav nikoli ni bilo. Samo še eno zgodovinsko dejstvo bom povedal. Vaši predniki večino so bili tukaj v takratni Dravski domovini in ta je premogla leta 38-40 pred vojno, tako svetovno je premogla približno 80%, da je to slaba mera avstrijskega standarda tistega časa. Po tem komunističnem eksperimentiranju je bilo le okrog 20 do 25% avstrijskega standarda. Ob vsem tem, kar se je zgradilo in kakšen napredek je bil. Se pravi, mi smo tudi na ravni standarda, ker veliko teh ljudi materialistično razmišlja, ki časti Jugoslavijo, ogromno izgubili in res, tako da še manj razumem, zakaj se lahko na bivšo državo gleda z neko nostalgijo. Če navežem na aktualno gospodarsko krizo, pa v povezavi, zdaj ste govorili o teh zadnjih letih Jugoslavije, pa vendar verjetno se je treba vrniti še malo nazaj v zgodovino. Vidite povezavo med polpreteklo zgodovino in današnjo gospodarsko krizo? Že prej sem omenil, da te stvari so prepletene. Imam eno kratko tezo, ki jo lahko tudi tukaj povem, kar se tega tiče. Namreč ta odhod, ta revolucija, ki se je začela dogajati že med vojno, je imela dva kraka. Eno je bil pač prevzem oblasti za vsako ceno, za ceno žrtev. Žrtve sploh niso bilo pomembne, včasih so bile celo zaželjene, da je čim več ljudi trpelo, da je čim več ljudi ubitih, izgnanih in tako naprej. To je bila ena zadeva, prevzem oblasti. Drugo je bilo pa ropanje seveda premoženja skozi na čisto roparski način in pa tudi, ko se je nova država vzpostavila, z novo ustavo po januarju 1946, že tudi seveda na legalen, mislim, za tiste čase, legalen je pa legitimen način z denacionalizacijo, konfiskacijo in tako naprej. Tako so si ljudje, pravzaprav, bom rekel zdaj iz nižjih slojev, ampak se pravi, poklicni revolucionarji prigrabili v upravljanje najprej ogromno premoženja, s katerimi seveda niso znali upravljati in je veliko tega šlo v franže, kot se po domače reče. Veliko tega nacionalnega bogatstva in vedenja, obrtniškega, tovarniškega, veleposestniškega je propadlo, ker niso znali s tem gospodariti. Vendarle, tisto, kar je ostalo, se je spremenilo v državno lastnino. Ta državna lastnina je potem po neki
politični telovadbi, da malo skrajšam. Edvarda Kardelija se je pod to doktrino samoupravljanja spremenila v družbeno lastnino, kar ni bilo neke velike razlike, ampak vendarle. In ko se je zgodil prelom leta 90, prve demokratične volitve leta 91, potem vojna, in ko se je Demosova vlada ukvarjala z osamosvojitvijo in hudimi gospodarskimi pretresi, so ti gospodje, ki so upravljali družbeno lastnino, poskrbeli v večini primerov, da so to družbeno lastnino spet prisvojili, ukradli na nek način, na bolj ali manj legalen način, hkrati, da so postali lastniki teh podjetij, ki so jih prej bodisi po različnih načinih je to šlo, recimo, da so podjetje uničili, potem poceni odkupili in tako naprej, ali pa se zadolžili, da so to podjetje kupili in poznamo te primere, ki sežejo do današnjih dni. In tukaj je krog sklenjen. Se pravi, tisti, ki so bili brez vsega, so potem prek revolucije državne in družbene lastnine tudi po letu 90 in to je ena glavnih hran, tudi travm pravzaprav demokratične slovenske države, da se to premoženje potem znajde v rokah tistih, ki so, bi rekel, dejanski ali pa simbolni nasledniki revolucionarjev. Zato tudi novodobni ti slovenski kapitalisti, kar jih še je, z vsemi štirimi podpirajo to komunistično ikonografijo in to če dalje bolj, če se spomnite 27. aprila letos, pa tudi teh prvomajskih proslav. Ker je sicer nelogično, zakaj bi ustrajali na mitologiji in na oznakah režima izpred 70-60 let, ampak po mojem počnejo to ravno zato, ker teči v tej revoluciji jedro njihovega življenjskega uspeha ali pa njihove zgodbe o uspehu. Zakaj je, sicer tule sprašujejo o slovenski družbi, ampak mislim, da na splošno zahodna civilizacija, zakaj je recimo grozdejstva v Sudanu in podobnih državah ne zanimajo? Zdaj, da jo popolnoma ne zanimajo, sicer ne drži. Tukaj so določeni, moralni, zunanji politični razlogi, ki so vsega obsojanja vredni, je pa tudi nek realen razlog. Združene države Amerike kot največja in tudi edina svetovna velesila ima pri teh posredovanjih v drugih državah velike težave. Poglejte, z vsem tem vojaškim strojem, s pomočjo zveze NATO in evropskih držav, ki sodelujejo v njihovih vojaških misijah v Afganistanu in Iraku, niso bili sposobni urediti nobenega problema. Mogoče za silo v Iraku, ampak bolje, da se ne spomnimo, koliko civilnih žrtev je ta intervencija terjala. In mislim, da eden od razlogov, pa to ni razlog, ki bi opravičeval to pasivnost zahodne družbe, je tudi ta, da si Združene države kot edini, ki lahko tukaj kaj storijo, tak realnega, ne samo besede, da tega ne zmore, vojaško ne zmore. Poleg tega je Sudan, dokler ni bil razdeljen, je bila to največja afriška država, kjer je severni del muslimanski in je to spet vstop v eno zgodbo, podobno bližnji vzhodi, ki ne kaže konca. In mislim, da so tu eni od razlogov, zakaj se ne zgodi tisto, kar bi se moralo zgoditi. Ampak bili so tudi drugi primeri, ko bi pa lahko preprečili hude zadeve, recimo ruandski genocid leta 1994, pa so takrat Združeni narodi, mislim, da nizozemski, v času, ko so se pokoli začeli in so obirali 800,000 ljudi, so se odpravili iz države, so dobili ukaz in so Ruando zapustili. Tako je ta dvoličnost in neučinkovitost svetovne organizacije ubije v nebo in mislim, da če imamo nekoga, ki je dovolj drzen, diktatorja in dovolj nor, se lahko zgodijo hude stvari. Še ena paradigma je, tako kot se je po prvi svetovni vojni nekako svetovna moč iz Evrope, iz Londona, tako če dobesedno rečemo, finančna moč preselila v New York oziroma v Ameriko, Združene države, tako se sedaj moč, svetovna moč nekako že deli in seli na Kitajsko. Recimo Kitajska je kupila ne vem koliko ameriških zastavnih delnic, tako da
so v bistvu te ekonomije že tako prepletene, da so Združene države v vojaškem smislu še vedno supersila, v ekonomskem smislu pa moč zahodnega sveta in s tem tudi njegova načela so v upadu, prav gotovo. Za nas je to tragično, ker smo nek privesek tega zahodnega sveta, mislim, tragično, pač recimo objektivno gledano slabo. Z vidika enega zgodovinskega razgleda je pač tako, da civilizacije nastajajo, dosegajo svoje vrhunce in propadajo. In ta moralna izpraznjenost, pomanjkanje vrednostnih pobud v zahodni civilizaciji so pač absolutni jasni znaki za to, da je vzadoma. Kakšno je vaše mnenje o izobraževalnih ustanovah, predvsem v šolskem sistemu osnovnih in srednjih šol? In kot zgodovinar, kako ocenjujete srednješolsko oziroma osnovnošolsko zgodovino? Seveda imamo otroke v osnovni šoli, 2 doslej. Ne vem, zdi se mi, da se imajo zelo dobro, otroci v osnovnih šolah. Preveč dobro, pravzaprav. To je ena sama zabava, skozi hodijo na neke vikende, pa na neke kmetije, pa na ta tabor, pa na oni tabor. Mislim, to je že na smučanja, to je že za starše, ki so na primer socialno šibkejši, neka obremenitev. Pa vem, da zaradi otrok, da se ne bi čutili zapostavljeni, to počnejo in jih tja pošiljajo. Dobro sem opozoril na nek marginalni problem, ampak vendarle, to je v bistvu ta šola usmerja z tega vidika v potrošništvo. Za svojo osnovno šolo, razen seveda teh ideoloških primesi, ki pa jih ni bilo prav veliko, ker sem imel zelo dobre učiteljice. Mislim, da se vprašanje bolj nanašalo na to, ja. Če sem imel zelo dobro osnovno, ki smo najlepše spominjali na osnovno šolo. Sedaj pa pravim, da gre, mislim, da preveč v smer potrošništva in preveč v smer ležernosti, da bi jim bilo lepo. Kar se tiče pouka zgodovine, poznam učbenike, bili so zastavljeni tako, da je tisto, kar je za Slovence najbolj bistveno, oziroma kar ne bi ta slovenski humus držalo skupaj, to je osamosvojitveno obdobje vojna za Slovenijo, da je prišlo zbire na koncu leta na vrsto, kjer je pravzaprav že popolna zmeda in so ljudje že na počitnicah. Tako da med mladimi, temi, ki so končali osnovno, pa tudi srednjo šolo, je vedenje o teh dogodkih, ne vem zakaj, ampak verjetno neslučajno zelo majhno. V srednjih šolah še na kratko, mogoče tudi premalo poznam, ampak pouk zgodovine očitno ni zelo aktualiziran na sodobna dognanja. Naslednje vprašanje se glasi, kaj ste mislili s tem, ko ste rekli, da človek ni ustvarjen za blagostanje? Mislim, sem se malo past spravil, ne? Mi vsi smo izredno zadovoljni z blagostanjem, čim bolj se nam godi, ne vem, čim boljše avtomobile imamo in vsem ostalim, ampak dejstva, če gledamo samo kriterij sreče, ki je, če bi naredili neko anketo v zahodnem svetu, pa v recimo svetu, ki nima teh atributov civilizacije, kaže, da atributi potrošništva človeka na vide sosrečujejo, v bistvu pa obremenjujejo. In ljudje očitno nismo ustvarjeni za to, da toliko imamo, da toliko premoremo. To sem mislil. Kako komentirate stanje vzdušja znotraj institucije, v kateri ste zaposleni, in kakšen imate odnos do svojih novinarskih kolegov? Pa še drugo vprašanje povezano z novinarji. Zakaj se zdi, da so novinarji pri nas bolj ideološko razdeljeni kot politiki? Ali je mogoče vtis napačen? In kaj nam to pove o stanju duha slovenskih medijev? Ja, moja institucija je trenutno v krču, in sicer v krču, nek način finančnem krču, ker nekako našim naslednikom ni uspelo zadržati pozitivno poslovanje, ki je prej pač uspevalo 5 let. Ne vem, zakaj je sedaj nekoliko drugače. Sicer so določene aprobacije z nekimi delnicami, ki so v rezervi, s tem vas ne bi obremenjeval. Z ljudmi na RTV-ju imam korektne odnose, z nekaterimi tudi zelo dobre. Nisem v nekem konfliktnem stanju, bil sem kot mlad novinar večkrat, sedaj ne. Nekako imam možnosti, da delam. Res pa je, da polena pod noge so, ampak ne na odprti fronti, ampak bolj v zaledju, v zakulisju. Ampak te zadeve se preskoči.
Škoda je to, ker če bi boljše sodelovali, bi naredil več. Tle pa imam včasih občutek, da nekaterim, recimo tudi mojim predpostavljenim, ni všeč, če bi naredil več, raje manj. Glede te ideološke razvojenosti med novinarji, žal je to res, tisti, ki je postavil to vprašanje, zelo dobro pozna, da so, tukaj sedaj malo simbolično govoril, ker so popularni Cankarjevi hlapci, ampak je tukaj hlapec bolj goreč od svojega gospodarja. Če govorim o medijskih hlapcih, ki jih naših nekaterih novinarskih institucijah tudi na žalost imamo, so ti bolj goreči od politikov, ki jih zagovarjajo. Velikokrat je tako. Zakaj ob vseh informacijah, ki jih dobimo, afere, korupcije in tako dalje, še vedno volimo, kot volimo, oziroma sploh ne volimo? Saj dobro volimo. Ne, gre za moralni kompas. Pač, ko je enkrat moralni kompas zgrešen, ko ne deluje pravna država, ko v naši mini slovenski civilizaciji nismo bili sposobni obsoditi najhujših zločinov, ki so recimo vojni zločini, masovno ubijanje ljudi, če ti najhujšega zločina ne zmoreš obsoditi, kaj še obsoditi, niti zaslišati osumljencev pred sodiščem, kako potem pričakovati, da bo ta družba moralno napredovala. In mislim, ko gre za tako zmedo glede morale, glede kriterijev, potem lahko prihaja tudi do takih rezultatov, kot smo jim bili priča. Končno tudi, recimo, če poskušam malo pokomentirati kot komentator, včasih tudi to počne, zmagovalec relativnih volitev, gospod Janković, se je do svoje volilne zmage prebil tudi na teh zelenicah Stožiškega stadiona. Ljudje so ga podprli zelo goreče, kljub temu, da so nekaj mesecev prej v hudi zimi tam zmrzovali, celo umrl je kakšen, ko so ta stadion gradili. Torej, kakšne vrednote v bistvu lahko zastopa človek, ki za ceno svojega volilnega uspeha žrtvuje zdravje in seveda tudi absolutno slabo plačilo ljudi, ob tem, da je nekdo naredil celo samomor, pa je v tej povezavi, pravi ljudi to nič ne gane. To tudi mene čudi, mi smo bili nekako drugače vzgojeni in rekel bi vse dajmo pri tem tudi ostati. Naj nas to ne zmede. Največja slovenska težava je v odkritju resnice z veliko začetnico. Hvala. Dokler nam bodo krvniki delili pravico, pravi obiskovalec, Slovenija ne bo imela miru. Mladini je treba pojasniti jasno, odločno. Kaj bi menili? Ta obiskovalec zelo dobro ve, kaj je potrebno storiti in to je gotovo potrebno storiti. Dejstvo pa je, da mi živimo sedaj v preinformirani družbi, ki ima še hujše anomalije kot podinformirana družba. Se spomnim, pred letom 90 smo nekateri poslušali radio Deutsche Welle, Glas Nemčije, SKN, BBC, kjer so bila nekoliko drugačna poročila, ali pa na Primorskem poslušali radio Trst, da se je kaj še drugega zvedelo. In ko se je nekaj zvedelo, je imelo nek učinek. Sedaj vse informacije, tudi o medvojnih in povojnih dosežkih revolucionarne oblasti, so več ali manj objavljene. Samo učinka ni nobenega. Ker v množstvu informacij na tej moralni zmedi, za katero je močno odgovorno pravosodje, ne le mediji, se ljudje ne znajo orientirati in niso sposobni dojeti to kot bistvo, kot ključno. Tako da jaz mislim, da vzgojni sistem čisto načrtno, ampak to se ne bo zgodilo čez noč, počasi obremeniti tudi s traumatičnimi obdobji slovenske zgodovine. Jaz bi posebno predlagal tudi z videomaterialom, ker je to najbolj učinkovito, ne zato, da bi ljudi razdvajali, Slovence razdvajali, ampak da bi znali spoštovati eden drugega in da bi znali živeti v sožitju. Predpogoj za sožitje ni, ko ti zatreš in poklopiš tistega drugega in mu vzameš glas, ampak ko dovoliš, da spregovori. Pa da, če se konkretno spregovori žrtev domobrancev in žrtev partizanov. Zdaj imaš tole. Zelo konkretno, glede na to, da smo tu verjetno zbrani sami taki, ki bi nekaj radi zaorali, kot smo prej rekli, ali mislite, da že obstaja kakšna organizacija, kjer se recimo udeleženci današnje prireditve
kjer bi se lahko vključili in aktivno pod eno streho delovali. In če vzamem še iz druge vprašanja, ali bi bila to mogoče lahko ponovna ustanovitev katoliške akcije ali kaj podobnega, ali bi bila taka organizacija laiška, cerkvena, politična? Ja, to je zdaj toliko nasvetov, ki jih ne bi znal podeliti. Gotovo pa tisti spraševalec razmišlja v pravi smeri. Menim, da taka organizacija še ne obstaja, kakšno zasnovo sem tukaj zaslupil. Čeprav, če govorimo o političnem angažmaju, seveda imate priložnosti, da tam delate. Vemo, da so tudi vladne stranke in tako naprej, če vas bi ta del zanimal. Ampak z vidika delovanja kristjana v javnosti, neobremenjeno so to en način, pa kolikor vem, take organizacije, za organizirane skupine ni, tako da verjetno iniciatorji tega zborovanja, tega srečanja lahko to jemljajo kot izziv. Osebno pa ne bi obremenjeval take iniciative z zgodovinskimi paradigmami, tudi ne s katoliško akcijo. Morda se motim, ampak tako mislim. Verjetno je bilo mišljeno bolj na podobnih osnovah, kot je bila zasnovana katoliška akcija. Ja, to razumem. In za konec še vprašanje, pač glede na politične, gospodarske prognoze, pa se je strah na prihodnosti. Ne, mislim, ti zadnji občutki strahu so povezani z bolj otroškimi leti. Odrasel človek, seveda neke bojazni gotovo so, ampak mislim, ravno o strahu bi bilo pretirano govoriti. Pa tudi dajmo si daviti končno nekega čistega vina. Mislim, strah, zakaj ne? Zaradi kakšna negotovost je pravzaprav to. Poprečno se v življenju vsakega človeka zgodijo vsaj 3 krizna obdobja. To govorim o obči krizi, kaj še le osebni krizi. Vsak doživlja tudi osebne krize v življenju, je takrat seveda hudo, pa je zelo dobro, če se ne boji. Ampak tudi v občem smislu. Jaz sem že toliko časa na svetu, gospod Stakar je še nekoliko več, vi ste vsaj 3 krize že doživeli, ne? Jaz sem 2, če vzamemo to jugoslovansko krizo, pa sedanjo krizo, ki pač je, kolikor je kriza. V povprečju velja, da človek približno 3 krize v življenju preživi. Tako da smo v nekem takem času, ki ne bo kar minil, v času, ko se bo končal, ne bo več tega časa. Ne bomo se vrnili v tisto obdobje, ki smo ga živeli prej. Pač živeli bomo v neki transformirani družbi, ki bo, upajmo, imela več posluha za revne ljudi in za revne konce sveta, ker mislim, da je ravno v tej smeri moč iskati sožitje za ves svet. Hvala lepa.